Ta knjiga je vrhunec mojega 30-letnega dela na tem področju, vodenje šol, potovanj po svetu, druženje s šamani in nasploh raziskav. Sporočilo te knjige je, da je nekoč bila močna povezava in ravnovesje med magijo, znanostjo in religijo, pozneje smo jo izgubili, predvsem v času, ko je v srednjem veku prevzela primat religija in se je porušilo to ravnovesje. V renesansi se je to nekako spet vzpostavilo, to ravnovesje, predvsem Newton je bil tisti, ki je bil mag, teolog in znanstvenik, in v današnjem času se je spet porušilo to ravnovesje, je znanost prevzela primat in znanost na nek način odrinja v stran tako religijo kot tudi magijo. Magija je, lahko bi povedali veliko definicij, vendar meni najbližja in najbolj enostavna definicija magije je v tem, da je magija vse, kar počnemo v tem svetu. Jaz povezujem tudi na ta način magijo, religijo in znanost, da religija si svojo moč pridobi tako, da nas poveže z absolutnim, z božanskim, pripelje to moč na zemljo, znanost razišče v okviru materialnega sveta manifestirane sile, magija pa vse to skupaj uporabi in udejanja v prakse. Tako da magija je prisotna vedno je bila in vedno bo v vsem tem. Seveda v tej knjigi se posebej ukvarjam tudi tako imenovano črno religijo, črno magijo in črno znanostjo. Kadar magija zlorablja svojo moč za sebične namene, za škodovanje ljudem, takrat gre za črno magijo. Kadar religija zlorablja svojo moč tako, da širi samo svojo religijo, da druge religije obsoja, da na silo širi svojo moč, je to črna religija. In kadar znanost zlorablja svojo moč na ta način, da raziskuje znanstveno in proizvaja vse bolj sofisticirana orožja za množično uničevanje, kadar znanost razvija genetiko v namene, ki niso najbolj človeški, ki ne prispevajo k temu, da smo bolj humani, kadar znanost zlorablja svojo moč, da se prodaja multinacionalkam, takrat gre za črno znanost. To je nenavadna izpeljava, ki je nikjer še nisem zasledil, vendar s tem se ukvarjam skozi celo knjigo. Seveda v tem grem tudi od sumerskih časov, kjer je bila ta povezava znanosti, religije in magije zelo močna, tudi predvsem so tam delovali šamani, šaman deluje skozi magijo. Potem, če pogledamo recimo samo malo naprej v staroegipčansko kulturo, čeprav danes mislimo, da je znanost se razvijala predvsem zadnjih 300 let, to ni povsem res, kajti kaj pa je bil kot dober znanstvenik, uspešen znanstvenik, tisti, ki je uspel narediti, če vzamemo samo egipčanske piramide, ta znanstvenik je bil takrat tudi svečenik in bil je tudi mag. In ravno tako, če gremo naprej, kot sem že omenil Newtona, Newton je bil vse to in pravzaprav, kot sem povedal danes, v današnjem času se je ta magija prelevila v sodobno magijo v enem delu sveta, predvsem v tretjem svetu, v svetu, ker teh starodavnih kultur magija še vedno deluje na starodavni način, tradicionalni način, vendar imamo tudi sodobno magijo, to je pa tehnološka magija, to je pa magija umetne inteligence, ki je zelo močna, in kadar ta magija deluje kot črna magija, je tudi zelo škodljivo. Kaj pa je drugega kot vrhunska magija, možnost, da me sedaj posnamete s kamero in da to gre v svet. Če bi to pokazali nekemu magu v amazonskem deževnem gozdu, bi se čudil in bi rekel, to je vrhunska magija,
torej, ki je niti naši najboljši magi ne znajo torej, narediti. Če pogledamo magijo v današnjem času, kje se nahaja, torej povedal sem že, da se je porušilo to ravnovesje magije, religije in znanosti in torej mislim, da bo šel naš napredek naprej tako, da ponovno vzpostavimo to ravnovesje, torej da upoštevamo tako znanost, upoštevamo tako religijo in vse to povezujemo z magijo. Vendar v enem delu imamo to tradicionalno magijo v današnjem času, v drugem delu imamo neošamanizem, ki deluje skozi magijo, torej tudi v sodobnem svetu in seveda sodobna magija, ki gre v vse smeri, torej preko znanosti, preko tako za dobrobit človeštva, kot tudi za zlorabo. In torej moja ideja, ki jo speljem skozi to knjigo je, torej najprej zgodovinsko opredelim vse vrste magije od sumerskih časov do tega trenutka, skozi alkemijo, skozi gnosticizem, skozi hermetizem, skozi kabalo. To so vse starodavne metode, ki so pomagale tako k razvoju magije in seveda tudi k razvoju kultur, saj magija se je razvijala skupaj s kulturami in v tej knjigi navajam tudi potem predvsem poudarjam nekatere zlorabe magije v sedanjem času in religije kot tudi znanosti in podajam tudi način, kako mi lahko funkcioniramo v tem sodobnem svetu, da to znanost, to religijo in tudi to magijo, ki je prisotna v današnjem času, uporabimo za bolj kvalitetno življenje, da dobimo smisel. Torej, če pogledamo zgodovinsko magijo, torej mi jo lahko sledimo vse do sumerskih časov. Zakaj? Zato, ker Sumerci so to napisali na svoje glinaste ploščice, vendar predvidevamo, da je magija bila prisotna tudi v preteklih civilizacijah, ki so bile pred našo. Nekateri pa špekulirajo tudi s tem, da so magijo prinesle neke civilizacije izven naše civilizacije oziroma izven planeta Zemljo. Potem pa seveda magija se je razvijala skupaj s civilizacijami. Torej v osnovi so principi delovanja magije ostali enaki. Danes, to tudi v knjigi dobro opredelim, danes lahko kvantna fizika, kvantna mehanika in nasploh kvantne znanosti znanstveno dokažejo, kako deluje magija v teh svetovih. Danes je to bolj razumljivo, zaradi tega jo tudi znamo drugače uporabljati, kajti tradicionalno magi so velikokrat izvajali magijo, pa niso niti točno vedeli, zakaj gre, samo so vedeli, da kadar izvajajo te postopke, je magija učinkovita. Danes pa lahko to opredelimo, lahko dokažemo in razvijamo naprej. Večje korporacije, kot tudi marketing in vse to, kar spremlja, torej vojaška industrija, vsi ti dejavniki oziroma vsi ti igralci na svetovni sceni se zavedajo moči magije, jo zavestno uporabljajo in torej tudi vključujejo v svoje delovanje. Pa naj bo to od športa do torej marketinga, znanosti, povsod. Predvsem pa v vojaške namene se zavestno uporablja magija, znanost, ki jo potem imenujemo lahko črna. Terminologija in sodobni načini izvajanja magije, kar nam omogoča sodobna tehnologija in predvsem umetna inteligenca. Jaz umetno inteligenco imenujem umetni bog. Torej, to je v resnici umetni bog, ki je tako
inteligenten, da je lahko v pomoč sodobnemu magu. Seveda ta umetni bog nima sočutja, nima etike, je etičen toliko, kolikor ga nekdo programira.